Čiving. Čiving je najpogostejše ime za to vrstno glasbilo. Otroci so si ga navadno izdelovali med pašo, uporabljali pa so ga tudi odrasli. Predvsem imeni, kot sta sova ali srakalca, nam zelo jasno povesta, da so to glasbilo uporabljali za klicanje ptičev. Za čiving izberemo tanko palico. Vanjo v dolžini nekaj centimetrov zarežemo do polovice in zarezani del izrežemo. Čiving lahko izdelamo iz lesa, čeprav dobimo iz njega popolnoma enak zvok, kot če bi list trave napeli med iztegnjena palca in močno pihnili. Obe odrezani površini z nožem zgladimo do te mere, da sta površini gladki in da med njima nastane ozka reža. Reža je potrebna zato, da bo v njej list med pihanjem lahko nihal in dal zvok. Izberemo širši list trave, ga položimo na urezano površino in jo pokrijemo z izrezanim delom. List trave, ki da glasbilu zvok, so v preteklosti zamenjali tudi s kožo češnjevega lubja, ki je tanka kot papir. Lahko pa v glasbilo vstavimo tudi tanek plastični trak ali papir. Za čiving, kot ga vidimo na posnetku, je najbolj primerna leskova veja. Lahko pa je čiving tudi drugačen. Izdelovalec ljudskih glasbil Darko Korošec čiving na primer izdeluje iz lesenih deščic. Na rob spodnje površine prilepi dva tanka koščka, kar ustvari režo za list. Na režo položi plastičen trakec, čez njega pa še zgornji leseni košček. Zvok čivinga so včasih uporabljali za lovljenje ptic. Najprej so v veje smreke nastavili paličice, ki so jih namazali z limom. Z zvokom čivinga so privabili ptice. Te so priletele na drevo in se ujele na lepljive paličice, ki jim pravimo tudi limanice. Še danes lahko slišimo, ko kdo reče, ta se je pa ujel na limanice, kar pomeni, da se je kdo ujel v past.